En lep dober večer. Pri nas je še izredno toplo, napovedali so slabo vreme, ampak kakor vidite, ful lepo vreme. Danes smo še vsi po mojem v kratkih rokavih. Evo, spet Tanja Skaza z vami, vsak četrtek 20:20. Poskušam odgovoriti na vaše vprašanja, ki mi jih postavite, nekaj jih izberem, potem naredim nek skupek, vidim, kaj je tista tema, ki se mi zdi, da vas še najbolj žuli, in potem se odločim podeliti moje izkušnje glede na vaše vprašanja. Čisto vse, kar pač povem, govorim dejansko tisto, kar jaz mislim, to je moje mnenje, moja resnica. Dober večer, Mojca. Tako da, to zdaj ne drži ko pribito, se veste, kako je. Toliko, koliko nas je, toliko je resnic. To pomeni, zelo težko je, ko komu rečemo, jaz se ne strinjam s teboj, ali pa jaz se ne strinjam. Seveda se strinjate z njim, ker on tako misli, vi mislite pač drugače in to sprejmite in rečete, ok, on misli tako, jaz mislim tako. Vsaka oseba ima možnost svoje resnice. In bolj, ko človek razmišlja tako, kot razmišlja, to pomeni, si dovoli slišati sam sebe, dosti boljše tudi potem funkcionira v svojem življenju. Ok, danes je ena taka tema, ki sem jo želela že prejšnjič odpreti, ki se mi je zdela zelo zanimiva. In včasih si tako rečem, zdaj pa tisto temo moram odpreti, ker takrat se mi največ dogaja. In cel teden, a veste, ker si nekako postaviš, katero temo boš odprl, in potem se ti cel teden si dosti bolj pozoren, tako, kar dobiš signale, inpute, prebliske, vse prihaja na to temo, ali pa mogoče, da si ti dosti bolj osredotočen na to. To pomeni, tema je, kako iz negativnega mišljenja spremeniti v pozitivno mišljenje in kako, da si zaupamo sami sebi. In dajmo najprej pogledati vsi tisti, ki ste z menoj, ker rada vidim vaše odgovore. Naj povem, da to ne delam kar tako, da mi pišete malo odgovore, to res želim narediti neko analizo in na podlagi te analize v resnici pogledati tako, kdo sploh me gleda, kdo je tisti, ki mu lahko dam potem prave odgovore, če želi prave odgovore, moje prave odgovore, in da vem konkretno, katere teme so vam najbolj zanimive, da se potem tudi tem približam. In na podlagi teh tem bom tudi potem najboljše programe naredila na tak način. In zdaj moje vprašanje. Ne bomo se najprej dotaknili negativnega iz pozitivnega. Dober večer, Maja. Mene bolj zanima tako, kako, ali pa drugače bom rekla, ali si zaupate. To pomeni, ko sprejmete odločitev, karkoliko naredite, ali si zaupate, da to, kar ste naredili, da je to tisto pravo, kar ste se odločili. Evo, lepo prosim. Samo zda ali ne. Zaupam si ali pa ne zaupam si še dovolj. Ne vem, ne, delno. Dober večer, Jože. Dajmo reči ja, ne in delno. Živijo Petra. Danes tudi jaz, pozdrav iz Koroške, pozdrav iz Koroške, nisem do konca prebrala. 90%, bravo, Maja, krasno. Vlasta, dober večer, sem že mislila, da je napisala odgovor, to pomeni, ali si zaupamo, da ne delno. Delno, veste tisto delno, jaz nikoli ne rada zbiram, ampak zdaj sem tu začela, mislim, zadnje leto spoznavam Maurico. Evo, Anica je napisala da, Vesna je napisala dober večer, Vesna, dober večer, Tanja. Samo prosim, če bi kdorkoli napiše, ali si zaupate, ali si zaupam. Evo, Jožica, krasno, ne, evo, to mi je všeč. Lidija je napisala da, čim bolj poskušate biti iskreni, Mojca da, zaradi tega, da bom potem tudi znala pripraviti prave teme, ki vam bojo pomagale potem do tega. Petra je napisala da, popolnoma, Maja, kako lepo. Pa, ženske smo tiste, ki se odločamo, kako popolno. Tadeja delno, v redu, Vesna, da, na veliko, si zaupa, bravo, Vesna. Anica še nič, ok, dober večer, delno si zaupam, enih 80%, to je super. Mateja, ja, da si, seveda si, da, vedno, wow, my god, pa to je noro. Vlasta, da, kdo mene spremlja? Welcome, my sister. Delno, ok. Tudi tisti, ki ste ne, kakor kdaj, ja, to je tudi dobro vprašanje, to mi nikoli nismo sigurni. Potem se odločimo, ampak ne vemo, če je to dobro. Mojca, da,
Ok, popolno, ne pozdravljena. Polona sem že ga prebrala, da si popolnoma. Aha, odvisno mi je napisal Dani. Tanja, delno si zaupam, ker se vedno težko, no, to je tudi pomembno. Kam se odločimo in zakaj se odločimo, pod kakšno odločitve smo. Ok, Nataša je tudi napisala, da. To pomeni, da tisti, ki si zaupate, je krasno. Odvisno od situacije, ja. Ko se človek mora odločiti, pa reče, odločil sem se, ampak to sem naredil, da stojim za svojimi dejanji. Zelo lepo. Hvala, no. Zdaj sem opazila, ker to spremljam, pa mi tudi čas uide, ampak v vsakem primeru mi je pa to lepo slišati. Zelo počaščena sem in hvaležna. Nekaj časa se odločam, ko pa sem prepričana v svojo odločitev. Hvala, Vesna, to je tudi dobro, to pomeni, fajn je imeti neke ziher stvari, da ni potem, da si se odločil, pa pol se odločiš, da ni to prav in tako naprej. Ok, super. Tako da vidim, da vas je več da, kot pa ne. Bolje se narobe odločiti, kot pa da se ne odloči. To, odlično, odlično. Jaz predvsem kar mislim, da zakaj so ženske postale, ko pravijo, da ženske so prevzele te moške vajeti, da imajo malo več moške energije. Kje sem jaz to opazila? Vam bom povedala, pa se mogoče dotaknila odgovora. Opazila sem, naprimer, ko so moški pa ženska, ki delajo, Suzana, lepo pozdravljena. Zdaj se bom sfokusirala, da ne bom ušla. Da, delno, no, res mi je všeč, ker pol vas zložim in vidim, koliko vas je tisti, ki ste red za da, ne, delno. In ko so v podjetjih, in ponavadi ženska, zakaj ženska pride do tega, da se potem, ko reče, ženska je možača, ženska je taka, kot moški, vse prevzame. Marsikdaj in to, midva z možem se hecava, ki mi reče, ampak dobro, jaz sem bila že prej taka, pa sem to tudi s lahkoto prevzela, še celo želela sem prevzeti. Se hecava, da je to zaradi tega, ker ko je bilo potrebno, da se on odloči in ko sem jaz videla, da se on noče odločiti, sem pa rekla, pa dej odloči se, pa sem se pa jaz odločila namesto njega. In mislim, da je to resnično tudi veliko podjetju se dogaja, da mogoče kak moški, ko rečejo, ženska je možača, moški pa je prpa, pa se noče odločiti. Jaz sem prepričana, da mogoče včasih moškemu je bilo fajn, ko se je kaka ženska odločila namesto njega, ker potem je on postal dober in krasen in fajni. Tako je bilo pri nas, vsi tisti, ki me poznate in veste, moj dragi mož se niti enkrat ni odločil, ne pri enem kadru. In on je vedno rekel, jaz bom vedno tisti fajni, pridn, ugleden, ti si pa tista, ki pa delaš reze, pakate. Tako. In ponavadi zato ženska prevzame kako moško, ne vem, kaj se temu reče, zdaj sem čisto pozabila, kdo bi mi mogel kaj povedati. No, gre v to moško energijo in ko gre v moško energijo, potem avtomatsko začne s to moško energijo funkcionirati. Ok, zdaj pa tisti, ki ste rekli, da si zaupate ali pa ne zaupate. Največkrat, kar se nam dogaja, da vam naj povem, da to je delček otroštva. V primeru, da ko smo bili čisto mali, še enkrat, jaz nisem psihiater, nisem psiholog, govorim iz lastnih izkušenj, govorim tisto, kar so meni pomagali terapevti, da sem spoznala, da sem ozavestila, ker dejansko tako, kar vam govorim, je pomenilo, da se tudi jaz nekaj naučim in potem to delim. Delim z mojimi strankami, no, tokrat pa tudi z vami na mojem Facebooku in na mojem tudi drugem kanalu. In poanta je, da ko smo bili mali in če so se, na primer, starši, večinoma, ko smo bili čisto mali, odločali za nas, ne vem, so tudi rekli, kako pa ti je ime, pa je mami, ali pa oče rekel, to pa je Tanja, ali pa, na primer, kaj bi pa jedla danes za kosilo, upaj, ker mami povedala, ja, ona tega ne je, ona ima raje to, Pomeni, takrat je že vlogo do 10. leta prevzel nekdo od naših, in takrat, ko je prevzel to vlogo, smo se mi navadili, da nam paše, da nam je fajn in da to nekdo drug skrbi. In potem se nam zgodi, da smo večji, odrasli in nekako, pa smo pridni v šoli in nas vsi hvalijo. Najhuje je tistim, ki so drugi otroci ali pa tretji, ne vem kakorkoli. Prvi so vedno taki mal samosvoji ali pa tudi ne vsi, no, odvisno. Jaz, kakor vem, jaz sem druga, moj brat je bil prvi, jaz sem bila druga
In moj brat je bil tako malo poreden v šoli, ne sem poreden v šoli, nasplošno. In pol je bilo vedno tako, da sem bila tista pridna, tista pridna punčka, to pomeni, le se veš, koliko imamo že z njim dela, pa ti bodi tista pridna. In to je res, in takšna sem bila, in potem tudi, ko sem hotela kadarkoli nekaj reči, nekaj svojega povedati, se ne strinjam, sem najše bila tiho, ker znam kaj Gogi tak non-stop nasprotuje, bom raje tista med pridnimi. In naj vam povem, da se mi je to zelo začelo dogajati, ko imam ta starejšega takega moj karakter. Mlajši je pa tisti, ki je bolj Igorjev karakter. In ko sem ugotovila, da mlajši ne želi stopiti, da se dejansko, sem malo, zdaj pa ne vem, kaj mi pa to dela, v redu, me je še celo hotla nekaj poklicati vmes. In ko sem videla, da se moj ta mali nič ne, da se kar umakne v zadje, sem avtomatsko želela, da pove svoje mnenje, da izrazi svoje mnenje, in ga spodbujala k temu. Predvsem zaradi tega, ker marsikdo, ki danes je, ne vem, z mano, je bil z mano v službi, je še vedno z mano v našem podjetju, ali marsikdo, ki ga poznam med mojimi kolegi, znanci, vem, da so krasne osebe, ampak da se ne odločajo in da si s tem tudi ne zaupajo. To odločanje je del tega nezaupanja, zato ker so bili vedno navajeni, da bo nekdo drugi to naredil namesto njih. In to jim ni za zameriti. Bi pa bilo dobro, da dejansko preverite, zakaj se vam to dogaja. Ali se je to zgodilo, da greste vsaj pogledati malce svoje vzorce, ker človek, ko se ne odloči, je potem vedno na nek način ne more biti glih najbolj srečen. Mi tisti, ki se odločimo, prej je ful lepo Jaka napisal, bolj se odločiti, ko pa ne odločiti. Jaz sem se za veliko kaj odločila in veliko kdaj sem se narobe odločila, ampak ko pa sem se dobro odločila, sem bila pa zelo vesela te svoje odločitve in takrat, ko sem se slabo odločila, sem marsikdaj to izkušnjo prenesla in sem si jo zapomnila in nikoli več nisem ponovila. Pomeni, največkrat je prišel prvo mož do mene, pa je rekel, saj sem ti rekel, da to ne bo šlo, in to je bilo največja bolečina, ki se ti lahko zgodi, še posebej tvojih najbližjih, čeprav ga imam tako rada. In tudi mu vedno rečem, moram malo te omeniti, zato ker midva, to je najino življenje in jaz lahko samo mojo zgodbo delim, ne moram za drugih zgodbe deliti. Tako da mi ne zameri, se strinja z menoj. In ja, Vesna mi piše, da so vzorci, bom pa prebrala, točno to so vzorci vsi iz otroštva. Ko si ne zaupamo, imamo nekaj, kar je ostalo v otroštvu in je dobro. Dobro, da nekako poskušamo ugotoviti, zakaj je to prišlo. Ali smo bili majhni, pa smo hoteli vsem ugoditi, ali smo bili tisti pridni, karkoli. Poglejte, kaj se vam je zgodilo. Mogoče ste, ko ste bili majhni, hoteli povedati, da vam kaj ni všeč, da vam ni všeč kakšna oblekica ali pa ne vem, to, kar ste oblečeni, ali pa da vam niso všeč prijatelji, ki vam jih starši izbirajo. Saj veste, ko se starši začnejo družiti, ponavadi še reče, to so pa ti prijatelji, daj druži se. Midva to ne počnemo, ampak sem zato, ker midva se tudi kaj dosti ne družima. Tistimi, ki se pa družima, smo pa vedno že takrat rekla, otroci si izbirajo svoje prijatelje, midva pa svoje prijatelje. In zelo nerada se odločamo o tem, kdo koga naj zbere in koga ne zbere. In srčno upam, da ste tudi vi med njimi. Lepo prosim, ne vsiljujte svojim otrokom tiste, katere vi mislite, da bi bilo dobro, da se vaši otroci družijo. Kvečemu, poglejte, s kom se želijo družiti in ga vprašajte, zakaj se želi družiti s temi. Mene vedno potem zanima, Tristan ali pa Tijan, kaj ti je pa všeč pri temu ali pa zakaj si se našel z njim in tako naprej. Se pogovarjajte in tako boste ugotovili, kaj je tisto, kar vašim otrokom paše in tako boste vi pri svojih vzorcih ugotovili, kaj je tisto, zakaj se pač ne odločate in si ne zaupate. In največkrat se potem tudi zgodi, da to nezaupanost, nezaupljivost, to pomeni ne verjamemo vase, to je isto ne verjeti vase, se nam potem spremeni v dvom. In ko postanemo večji, odrasli, zdaj prijem do tistega bistva, ko bi to eno stavko, jaz ko povem malo kakšni stranki, če se to zgodilo, zdaj prijem k vam na to. In ko smo veliki, potem postanemo dvomljivi in se nam zgodi to, da vedno dvomimo v to, kar smo se odločili. Je to prav, je to ni v redu, je gor dol.
Ko smo pa odrasli, ko gremo pa v službe, ali pa naprimer, če že nismo v službi, dobro večer, Marina, se nam pa zgodi to, da postanemo preračunljivi. Kaj to pomeni? Da vedno bomo potem pretehtali, ali je ta odločitev, kakorkoli mi rečemo, odločil sem se. To meni, da sem naredil odločitev, spust, odločil si se, konc, kar je rešeno, končano. Mi potem začnemo tehtati in tehtamo in analiziramo, a je to dobro, ali to ni dobro, a bi bilo to boljše, a to ne bi bilo boljše, koliko se je to meni dogajalo. Pa pol napišeš, a je to v redu cena, a to ne bi bilo v redu cena, zakaj pa ta cena ni v redu. In kaj se vam začne dogajati? Zelo, zelo dvomite vase. In takrat, ko začnete dvomiti vase, mogoče vse tiste naloge, projekte, ki ste si zastavili, samo slabo energijo vlečete nase. To so slabe misli. In takrat se te slabe misli začnejo, bom nekaj povedala mojih, kako se začne to dogajati. Je to prava odločitev, a bi bilo bolj, če sem se odločila za tisti kozarec, ker tisti kozarec je bil mogoče malo cenejši, pa malo višji, pa bi bilo to pa to pa to. Ali pa naprimer pri organku, a sem zbrala pravega kupca, kaj če pa ta kupec ni pravi, kaj če pa ne bo naredil take prodaje, kaj pa če res ne živi tega poslanstva in tako naprej. Kaj delam s tem? Avtomatsko odbijam še nižje mojo vibracijo, to pomeni k temu, da ta stranka je prava, da ta lonček je pravi. Primer, res primer. To je lonček, ki sem ga, skozi sem si želela imeti lepe kozarce, res lepe. Ne naše kozin, tiste, ki jih imamo, ampak take, da je prozorn, da je lep, elegantn, da lahko piješ mojito, lahko piješ karkoli, lahko piješ, zdaj pijem radensko iz kozarca, ampak vedno, ko sem šla s temi kozarci ven, eni so mi začeli, pa ne vem, pa to je previsoka cena, drugi so rekli, seveda to so tako in tako vse moji izzivi, ne njihovi izzivi, to nimajo blage veze nad z njimi, to so samo moji. In preveč so podobni steklom, to se mora videti plastika. In ta dvom v najlepšo kolekcijo se je zgodil to, da ta kolekcija se je prodajala eno desetino tiste kolekcije, ki dejansko je kar tako, se sploh nisem ukvarjala, samo spustila sem. To pomeni, ko so prišli lončki ven, če se jih spomnim, se jih imajo po moje polovico tudi Slovencev, teh naših lončkov, kar smo prodali čez, mislim, da ne vem, koliko smo prodali, sigurno enih 3 milijone kozarcev. Sem tako, to pomeni, da res tako veliko številko kozarcev smo prodali. Ampak ta kolekcija je bila lepša, ampak moj dvom je sprožil to, da sem postala nezaupljiva. Zato sporočam, čisto malo bom spila. Zelo lepo, kar je Jožica napisala, Janja napisala, vsak mora prehoditi to pot, se strinjam. Rada bi vam povedala, ko dvomite, ko se vam zgodi, tudi če ste stari 40 let in da še vedno ste nezaupljivi do sebe, do svojih odločitev, da se ne želite odločiti. Mislim, čisto začnimo doma, a se odločimo za to, da gremo kam, pa si zaupamo, da smo se prav odločili, potem pridemo v službo, delamo nek projekt, ne upamo ga potrditi, zato ker ne verjamemo, če bi bilo boljše, če nam on pa to potrdi. Jaz vam garantiram, da bolj, ko boste poskušali sami se odločiti, bolj boste gradili svojo osebnost. In manj se vam bo dogajalo to, da boste dvomili in posledično potem do tega prišli, da boste postali preračunljivi. In ta preračunljivost vas bo vedno peljala, oddaljevala od tistega, kar v resnici si želite. Res toplo sporočam, upam, da ne bojo zameli moji sodelavci, ko govorim, naprimer, ko je kak sodelavec ali sodelavka prišla k meni, pa je rekla, meni se zdi, da si še premalo zaupamo v podjetju. Zelo težko mi je bilo to osebo pogledati, pa je reči, draga moja, če je to prišlo iz tvojih ust, ali pa pomeni, da ti sebi ne zaupaš. Ker tisti, ki si zaupajo, tisti ne vidijo tega. Vidimo samo tisto, kar je delček v nas. To pomeni naši vzorci, katere je še potrebno pri nas nekako ozavestiti in potem tudi, izboljšati, oplemenititi. Temu reči oplemenititi, oplemenititi se mi zdi beseda. Jaz srčno upam, da sem se vam s tem nekako približala. Po drugi strani sem pa za nalašč vzela nekaj mojih iskric ven.
hvala Danica, nekaj mojih iskric ven, glih zaradi tega, ker ko se je tudi meni to dogajalo, to meni vsaka izmed mojih iskric je del moje zgodbe, zaupanje in spuščanje je ključ do pozitivne. Kako lepo, mislim, meni je tako všeč, ker, kakšne lepe mi, ja, spuščanje, tudi to smo govorili, spusti, zdaj upam, da je dosti lažje, ko rečemo, kdaj spusti, čeprav se vem, da ni enostavno, sem se s tem dosti let soočala. Prosim pa, če pogledate, kak lep šopek sem danes dobila od ene moje boginje. Poglejte, kak lep šopek. Potem sem mi celo napisala, ker mi je poslala vrtnice in mi je poslala vijolične vrtnice. S tem vse napisala, kaj mi je poslala, kaj vse je meni namenila. My God, kakšna hvaležnost. Ok, v mojih iskricah, to meni vse te moje iskrice, katere so nastale, je plod mojega preporoda v to, da sem danes drugačna. Spomnite se, tisti, ki ste mogoče prebrali, ko sem napisala, ker sem videla, da je bilo dosti komentirano pod mojo sliko, pa sem pa v spodnji napisala, včasih sem delovala na podlagi strahu. To pomeni, da vedno, a veste, tudi sem bila pogumna, ampak sem strah, pa pogumno sem šla naprej. Danes več ne delujem na podlagi strahu, danes delujem na podlagi ljubezni. Ljubezen je odprto in tudi, ko se ti karkoli zgodi, da ni tako, kot si ti pričakoval, sprejmeš to, ker je to že za nekaj dobrega. To se je že zgodilo, ker bi tako moglo biti. Naslednji teden, res naslednji teden, vam bom delila zgodbo. Ta teden gremo, ne bom še ta teden, peljem drage moje udeleženke in udeležence, ali pa ne vem, kako naj rečem. Jaz bi rekla sestre in brate peljem na obred. To pomeni na obred ljubezni, kjer gremo res iskati vero vase, to pomeni se imeti radi, zaupati se, slišati in tako naprej. In resnično vam bom delila zgodbo naslednji teden, to je tako vmes, by the way, da slišite, kaj pomeni, ko človek spusti, pa ko zaupa in ko sprejme, kaj se mu zgodilo. Ker je prav, da slišite. Moji že to poznajo, ampak res bi želela, da vidite, kako je fajn, da se ne pojavi ta dvom, ali je prava odločitev ali ni prava odločitev. Ok, in vse te moje iskrice so 5-letna doba neke mojega preporoda, prebujanja, razsvetljenstva, ker tega še nisem, ker še ne bi, po mojem bom se razsvetljevala celo življenje, zdaj sem šele začutila, kako je to fajn. Je ena iskrica, ki jo tako rada dam, mislim, vse jih je več. Prva je ta, izpusti in pozabi, vse je točno tako, kot mora biti. Spustiš pa rečeš, fakt, je že tek moglo biti. Čisto domače. Ta druga iskrica, katero sem zelo težko sprejela, tako v resnici, a tole za Božje vesolje, res, oni mi bodo odgovorili na vse, je iskrica, katero bi želela, nadzor imamo samo nad svojo namero in željami. Vse ostalo, to pomeni, kako in kdaj je v rokah vesolja. Tam je bila najtežja. Naj povem, da ta je bila tako, da sem rekla, zdaj bojo kar oni vse to naredili in tako naprej, ampak res, ko pa to spustiš, pa res vidiš, kako manifestacija deluje. Ja, kako lepo, Brigita je napisala, da je bil to zanjo nepozaben obred, ampak vsi tisti, ki grejo, potem postanete boljše, drugačne osebe, boljše. Drugačne, bolj srčne in ko prijemo enkrat v srce, vemo, da nam je vse tisto, kar nam je namenjeno, pride k nam. Piše, da še komi čaka in tako naprej. Ok, to pomeni, da si zaupamo na način, da spustimo za Božjo voljo. Spustite. In ko boste spustili, bo vse, kar bo prišlo v vaše življenje, boste to sprejeli, ker je to že prišlo z nekim namenom, da to sprejmete. In še to, ko si ne zaupamo, in mogoče iskrena hvala vsem tistim, ki ste napisali ne, tisti, malo vas je bilo, mislim, da so bile 3 dame, ki so napisale, da si ne zaupajo, to mi je bilo tudi všeč, mi je bilo predvsem lepo, ker to pomeni, ko ozavestite, da si ne zaupate ali pa da pridete do tega, je to, veste, kak velik korak. To je korak, to odpira srce in takrat pridejo pravi učitelji. Ko pa mi si ne dovolimo, priznati, to pomeni, da si ne zaupamo, kaj se nam takrat zgodi?
pridejo v naše življenje, jaz bom to ponavljala vsak, ko papiga, po mojem vsak tretji video bo nekaj takega, v naše življenje spustite in odjadramo v vesolje. Željko, ja. To pomeni, ko si ne zaupamo in to ne priznamo, da si ne zaupamo, da ne vemo, da dvomimo v naše odločitve. Zato pravim, poskušajmo tako narediti, kam je zeleno v Srbiji, nekaj že ni. Poskušajte povedati, priznati, ne glede, a ste ženska ali moški, res ne, ker bo dosti lažje, ker če to ne boste priznali, boste prevaljali enake sodelavce, še bolj nezaupljive, še bolj pod dvomom. Zdaj je res vprašanje, veste, ko so rekli, ko te nos srbi, nekaj ni okej, ne vem, kaj ni okej, bom ugotovila, mi bo mogoče kdo napisal, no, res me, prav nos me zdaj srbi, kaj se je zgodilo, mogoče kdo hud name. Boste v svoje življenje pripeljali točno take ljudi in to ni dobro, ker bojo še večji, pa še bolj ne. In pol zdaj si predstavljate, imate v celi skupini nezaupljive ljudi, kdo se pol odloča, kdo bo potem sprejel. In pol kadarkoli boste te preračunljive delali analize, analiza paraliza, seveda analiza paraliza, kaj se potem zgodi? No, seveda je samo 50% možnosti do tega, da bo dobro uspadel posel. In kaj je še ena zadeva? Nezaupljivci imajo eno, meni zelo pomaga mantra, evo, prepuščam, verjamem, zaupam, prepuščam, verjamem. Krasno, prosim lepo, preberite to, kar pišejo vaši, jaz rečem, kaj ne rečem, sestre in bratje in si pomagate, ker to so res ljudje, ki so naredili že izkušnjo. Kakor vidite, moraš preshoditi eno pot, da lahko do tega priješ. Kar samo daješ, to privlačiš, točno to. Ok, to sem želela povedati, še krmeno v Srbiji. Ta je res dobra. To se mi bo kdo napisal, zakaj bi me nosila tako močno Srbijo. Kaj se še nam največkrat dogaja? Ko smo nezaupljivi, potem pomeni, da ne radi zapiramo vrata za seboj. Pomeni, kadarkoli gremo kam, vse to so nas učili, učili so nas to tudi na faksu, da se spomnim. Vedno pusti odprta vrata, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, kaj lahko pride, res, bom pol prebrala, no. Pustite odprta vrata, da bojo ljudje lahko, če ne vem, koliko je ura, spet 28:40, pustite odprta vrata, da ne boste zapirali vrat. Kaj bi vam jaz svetovala, kot en tak nasvet? Zaprite vrata. Vsaka vrata, ko enkrat odidete, zaprite. Vendar odidite s spoštovanjem, z naklonjenostjo, odidite z hvaležnostjo od tam, kjer odhajate. Ne glede na to, ali odhajate iz partnerske zveze. Prosim, ne ogovarjajte svojega partnerja ali partnerko, saj ste bili z njim, ker če ogovarjate njega ali njo, pomeni, da ogovarjate sebe. Tako da lepo spustite, rečete hvala, je že prišel ali pa prišla v moje življenje in prinesla tisto, kar je bilo potrebno. Tokrat je, to je dovolj, gremo naprej. Zahvalite se in pojdite naprej, isto v službah, ampak zaprite za Božjo voljo vrata, ker če jih ne zaprete, pomeni, da ste toliko odprtih vrat pustili in zdaj težko potem izbrati prava vrata. Ne bi ta, ne bi ona. Veste, kdaj jaz to najbolj opazim? Ja, kdaj jaz to najbolj opazim? Ko se kakšen sodelavec ali sodelavka poslovi iz našega podjetja, od našega podjetja, kakorkoli, pa vem, da niso si pol tako nekako blizu, in potem oni začnejo, kako to vidim, ja seveda, če so tudi z mano povezani, veliko je kdo z mano povezan, in potem tako zaradi dobre, ali verjame ali ne verjame v to, ne vem, lajkajo, napišejo nekaj, karkoli, zaprite za Božjo voljo vrata. Če ste enkrat končali z osebo, zaprite vrata, spoštujte, zahvalite se, karkoli je bilo, recite hvala, če vam je res kaj všeč ali pa vam je res simpatično, začnite delati na kvaliteti, ne na kvantiteti. To pomeni, tistemu, kateremu lajkam, ko imam čas, lajkam, da preberem, kaj je napisano in takrat dam lajk. Ali dam srčka, ponavadi največkrat vam čestitam, če imate kakšne rojstne dneve, to tako rada počnem, da vam dam nekaj lepega, da vam dam veliko pozitivne energije in pošljem ljubezen.
Tako da zapirajte vrata in ko zapirajte vrata, se vam odpirajo nova in ta vrata, kakšna so? So večje priložnosti, več stvari. Seveda, če ste jih pa zaprli na tak način, da samo kritizirate, bojo pa ta vrata prišla večja, vendar skratva s vsemi temi, kar ste pač imeli tam. Ok, zdaj gremo se pa še hitro dotakniti. Upam, da sem bila pri tej temi. Upam, da sem poskušala pojasniti, zakaj je pomembno si zaupati. Če pa ne, mi boste pa še napisali, pa bom poskušala še kako najditi. Ampak predvsem razmišljate na tak način. Karkoli se boste odločili, bolj ko se boste odločili, se vam bo bolj odpiralo novi projekti, večji projekti. Začnite se najprej odločiti z majhnimi stvarmi. Z majhni pejte na malo večje, pa malo večje, pa malo večje in tako naprej. Pa še to se spomnite. Strah vse zavira. Strah spravlja takoj v preračunljivost, dvomljivost, kaj pa ljubezen pa odpira. Pa tudi, ko se zmotimo, se rečemo, zmotili smo se, ok, hvala, sprejmem to, nekaj sem se naučil in grem naprej. Hvala, tudi vidim lepi komplimenti. Gremo zdaj naprej za še eno točko, pa bomo pa končali. Kako negativne misli spremeniti v pozitivne? Ja, ta tema je takšna, ker ljudje mislijo, jaz to res živim. Jaz res živim, ampak nekaj je pa prav, da veste. Jaz ne berem negativnih komentarjev, jaz ne berem vse tisto, kar mi dragi moji, kdorkoli, ali me zdaj kdo gleda ali ne, na Facebooku ali na Messengerju ali na e-mailu, ko mi pišete, kaj se dogaja, kakršnikoli črne scenarije. Naj vam povem, da to je pri meni tako. To sploh pri meni ne pride niti do prvega stavka. Ko že sem vidim, kam gre, ugasnem delete. Zakaj bi jaz to vnesla v svoje misli? Zakaj bi jaz to vnesla v svoje življenje? Zakaj? Zakaj bi svoje možgančke hranila s to hrano, če od te hrane nimam nič, čisto nič? In srčno upam, da tudi vi poskušate, ko pride do kakršnega, poglejte, kam vas zanese, poglejte, kakšne komentarje vas zanese, v kakšne objave vas zanese. Marsikdo z kriticizmom, z negativizmom, v vlogi žrtve, na tak način pridobiva svojo prepoznavnost. Ampak, a si vi to želite? A vi to želite, da recite, kak je Bogi, kaj se mu je zgodilo in pol daste? Ali vas je to nahranilo, ali vam bo to dalo še jutri ponovno takšen pogled? Tako da resnično poskušajte, ja, saj vem, to je težko, veste, tako, kot mi kdo reče, ja, tudi zadnjič mi je ena gospa napisala, ampak težko se izognem temu. Ni res, da težko se izognete temu. Tudi v našem podjetju imamo veliko ljudi, ki pač je prav, da delajo in da poslušajo zakonodajo in da upoštevajo zakonodajo, ne da poslušajo, da upoštevajo zakonodajo. In resnično, potrkam po lesu, odkar pomnim, odkar smo v Skazi in tudi prej v Zlatarni, konstantno radi delamo pošteno, delamo tako, kot se spodobi in to je tako tudi prav. Ampak zakaj mislimo, da ko bomo prebrali ali pa ko mi kdo reče, ne vem, sem prebral na Facebooku to, sem ono gledal, jaz se vedno sprašujem, ok, ne bom se dotaknila, ker bi se res lahko dotaknila, kaj ko greš tja na protest, kaj dobiš, kakšno hrano, kakšno pozitivno hrano dobiš, kaj te to, s čem te to napolni, kaj je tisto, kar priješ domov pa da svojemu otroku, kakšno energijo daš to. Potem zanima me, ko nekdo skritizira vse, kar obstaja in pol še ti zraven napišeš in kakšni komentarji so v spodaj, my God. In potem, kako naj bo človek pozitiven. Tako da, jaz izhajam iz tega, da če bi čas, ki ga namenjate za take stvari, vzeli, še enkrat bom pohvalila kanal, ki ga tudi jaz berem zelo, to je na Facebooku Sensa, kanal, kjer lahko marsikaj se naučite o svojih vzorcih, o sebi, o tem, kaj se vam dogaja, zakaj je do tega prišlo. Zaradi tega, da boste postali drugačni in da se ne boste pogovarjali o osebni rasti. Veste, kaj je osebna rast? Že to sem včeraj govorila na enem predavanju,
ko mi kdo reče osebna rast, osebna rast. Kaj je osebna rast? Ljudje bežimo od osebne rasti. Osebna rast je, da si že dovoliš slišati, da si že dovoliš sprejeti neko novo informacijo, da si dovoliš narediti spremembo v svojem življenju, da dovoliš sprejeti neko novo znanje, karkoli. To je osebnostna rast. To je rast, ki ti omogoča, da bo zaradi tega lepše živel in posledično tudi otroci, tvoji otroci. Dragi moji, toliko, koliko je obilja na tem planetu, zdaj v tem zadnjem desetletju ali pa rečemo v 20 letih, ne vem, če kaj je bilo. Ne vem, če ga je bilo, da vsak lahko izrazi svoje mnenje, da vsak lahko pove tisto, kar misli, da vsak lahko karkoli želi, potencira, da koliko sekt se je naredilo, to, ki še v življenju ni bilo. Tako da poskušajte pogledati, da s tistim, katerim sledite, in tisti, ki, ne vem, ki se mogoče za karkoli borijo, poglejte, ali se borijo to, da hranijo sebe, da hranijo tistega svojega volka, oziroma katerega volka hranijo, kakšen je ta njihov volk. A je to tisti volk, ki je jezen, žalosten in ni mogel priti prej v spredje in zdaj lahko pride, ker kontrira, ali je to tisti volk, ki si resno želi, da boste vi stopicali za njim, mislim stopicali, da boste sledili, stopicali, groza, se opravičujem za to besedo, sploh ni prijetna, dili. Evo, jaz mislim, da prenehajte toliko gledati televizijo, gledajte tiste filme, ki vam nekaj pomenijo. Jaz vam iskreno povem, da me prav, ko gledam moje otroke, ko gledajo neke serije, ki niso primerne, in pol točno vem, sploh vedno si rečem, in to boste gledali zvečer, kakšnimi mislimi boste šli spat. In pol jim že kar povem, kakšno bo jutro, pa mi reče, si ga že zmanifestirala. Ne, vi ste si ga že sami prinesli. Nimam jaz nič z vašim jutrom, jaz vam z mojim jutrom. Tako da, negativne misli lahko samo na tak način, da poskušate v svoje življenje vnesti več dobrih misli. To pa pomeni, ko se zgodi kakršenkoli poraz, se ne ukvarjate s porazom, ga sprejmete in rečete, je že prišel v moje življenje, zato ker je tako prav. Ko se vam kakršenkoli neljubi dogodek zgodi, sprejmete to. Ko se ustavite v gužvi tam na cesti, ker se je pač taka gužva naredila, sprejmite to in mogoče si pa takrat lahko vzamete čas zase. In tako naprej. Poskušajte pogledati, kdo vas hrani in katerega volka hrani noter v vas. Če hrani tistega jeznega, žalostnega volka, takega, ki se bori, ki je bil izpostavljen, ni ok, zato ker potem pridete z nemirnim duhom domov in ta nemirni duh prenesete na svoje ljube otroke, ki niso nič krivi. In potem ti ljubi otroci ne najdejo se več in kakšen svet bo. Tako da, poglejte, da niste sami. Tisti, ki ste sami, si skreirajte tako, da boste tudi v svoje življenje pripeljali oziroma da boste v svoje življenje privlačili take ljudi. Saj veste, 5 vaših ljudi je vaše ogledalo. S tistimi, katerimi se družite, to ste vi. In tiste, ki izložite skupaj, to veste. Poskušajte na tak način delati. Jaz mislim, da bi bilo to danes dovolj. Naslednjič se bom dotaknila teme, jaz gledam ljubezenske filme. Ja, jaz tudi. Jaz še vedno rada gledam Beležnico in tako. Rada gledam filme, ki jokam, takrat izražam svoje čustva. Predvsem je fajn pogledati kako komedijo, ker nam manjka zdaj tega joya, pa dajte se čim manj pogovarjati o koroni. Jaz bi rekla, sploh se ne pogovarjate in govorite o ljubezni, govorite vse tisto, poskušajte poiskati pogovore o globini o vas, to pomeni, kaj se vam je dogajalo, kaj čutite, ker smo čuječa bitja in čuječa bitja govorimo radi o svojih občutkih in kar naenkrat se nam je zgodilo, da vsa leta, vseh 10 let, 20 let nismo govorili o svojih občutkih in potem je to smešno. Moj mož, ko se je prvi začel z mano pogovarjati, rekel, se sploh ne znam, ker sem ga vprašala, kaj čutiš, rekel, sploh ne vem, ko ti naj na to odgovorim, Danes mi to zelo lepo zna povedati. Dragi moji, krasen večer, dajte poslušati svoje srce. Vsak od nas ima v srčku veliko ljubezni, da pozdravi cel ta svet, da bi to vedeli. Vendar samo je potrebno dati malce na stran, pa reči, ok, zdaj bom sprejel odločitev z intuicijo in srcem.
boste videli, kako se vam bo življenje obrnilo na glavo. Ampak računam, da pozitivno. To je tudi tako, kot se je meni. En krasen večer, vidimo se naslednji četrtek. Teme sem dobila, imam noro dobrih tem, se sploh ne vem, kako bi jaz to vse naredila, kako bi to začela, tako da pripravljam program, resno pripravljam program, kjer bom poskušala delati diskusije, to pomeni sharing, to, ko imajo v tujini, to, ko mi je ful všeč, to bi tudi jaz imela. In bom tista, ki bom to zastavila, da se bo to začelo dogajati. Čau, čau!